moj žrebiček, pila bi kavico, ki bi me osvežila. Oprostite, da vam predstavimo osvežujoče kavne napitke: kava cappuccino, kava espresso, ledena kava in energetski napitek Black Panther iz hiše Kristine. Edinstveno v svetu. In odjahala je v prelep, svež dan. Če hoče zvezde, pridi k meni. E-shirt. Svoboda je stanje duha. Dominanten nasmeh. Korident Family Fresh osvežuje in odpravlja zobne obloge. Krka kozmetika. Wow, smešno, da dol padeš. Moje ime je X, vem. Kaj hočem? Redko. Dvomim. Všeč. Sem si počutim? Vse kul, ko sem sam. Poslušam glasbo, ko sem. Lačen jem, ko imam čas. Grem v kino. Če mi paše, Peljem punco ven. ko sem utrujena, spim. Ko Sem žejen. Pijem Sprite. Slovensko poletje, največja blagovno denarna loterija vseh časov. Naročite lahko tudi komplete po 10 srečk. Pokličite na telefon 061 13 18 316. Naročila sprejemamo 24 ur na dan. Kupci kompletov lahko dodatnih 5 žrebanih zadenejo še televizorje, videorekorderje, kasetofone, fotoaparate in ročne ure. Reportažo iz vseh turnirjev streetbola v oddajah Športna scena ob ponedeljkih ob 22:30 in torkih ob 13:30, samo na Pop TV. Streetball. krema proti celulitu Dermabion odstrani lepotno moteče maščobne blazinice. Krema za nohte Dermabion nohte obnavlja in neguje. Dražeji Dermabion so notranja kozmetika, ki koži vrača vitalnost. Zanesljiva pomoč lepoti. Dermabion. Krka, zelena zdravila. Moj. Moje ime je X, vem. Kaj hočem? Redko. Dvomim. Všeč. Sem si počutim? Vse kul, ko sem sam. Poslušam glasbo, ko sem. Lačen jem, ko imam čas. Grem v kino. Če mi paše, Peljem punco ven. ko sem utrujena, spim. Ko Sem žejen. Pijem Sprite. Pozdravljeni, sem Tamara Vontale, ena od številnih, ki oblikujemo oddajo 24 ur. Ker vemo, da novice in informacije oblikujejo naš vsak dan, lahko na nas vedno računate. V pol ure naše informativne oddaje strnemo najpomembnejše domače dogodke in dogodke iz tujine. Pridružite se mi od petka do nedelje, točno ob 7:30. Nocoj je v pop-kvizu že četrtič zmagal Simon Kelban iz Borovnice. Z nami bo spet v ponedeljek ob 19.
Velika nagradna igra Formule 1 in Pop TV se nadaljuje. Srečni žrebanec si bo s Pop TV in tem tursom ogledal 11. avgusta dirko Formule 1 v Hungaroringu na Madžarskem. Tokrat nam svoje podatke pošljete do 25. julija. V studiu bomo 28. julija izžrebali gledalca, ki bo s Pop TV in tem tursom odpotoval na Madžarsko. Vključite se v nagradno igro Formule 1 na Pop TV in nepozabno doživetje bo vaše. Pop TV predstavlja Miss Slovenije za Miss sveta. Pridružite se nam v sanjskem svetu lepih deklet in bleščečih oblek. In spremljajte izbor Miss Slovenije za Miss sveta. Najlepša dekleta sveta. Vsako nedeljo zvečer na Pop TV. V nadaljevanju programa boste videli. Approach control is Lake Lucille. We have a hijacked aircraft. I want Program Pop TV gledate na MMTV, Tele 59 in TV Robin. Zdravo, vabimo vas na divjo vožnjo z našim ptičkom v oddaji Pop 30. Kot ste že vajeni, boste lahko vsak dan od 16. do 16:30 videli ogromno glasbe, divjo vožnjo in pa seveda sproščeno zabavo na oddaji Pop 30. Torej, vsak dan od 16. do 16:30. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, cenjeni ljubitelji narodno-zabavne glasbe, teden bo kmalu naokrog in spet bo tu nedelja, ko bo v programu Pop TV točno ob 12. na sporedu priljubljena narodno-zabavna oddaja Med prijatelji. Can you hear me? I'm not gonna call him Papa. I'm not gonna call him anything. Good night. I'd like to make a swap. What for? The piano. She says it's her piano and she won't have him touch it. He's an oaf, he can't read, he's ignorant. Family now, we all make sacrifices, and so will you. You will teach him. I will see to it. I'd like us to make a deal. There's things I'd like to do while you play. If you're scared. Not play the piano as we do. No, she is a stranger. Playing is strange. To have a sound creep inside you is not too pleasant.
v sredo ob 20. na Pop TV. Davorin Kračun, novi zunanji minister. Karadžič odstopil. Kakšna letala bodo na slovenskem nebu? Jutri bo sončno. 24 ur vodi Tamara Vonta, šport Rok Tamše, vreme Vesna Slapernik. Dober večer. Imamo novega zunanjega ministra, že tretjega v tej vladi. Davorin Kračun pa je tudi prvi, ki je v tem vladnem mandatu sedel na 2 ministerskih stolih. Izid glasovanja je bil tesen. Za njegovo imenovanje je glasovalo 33 poslancev, proti jih je bilo 30. Za izvolitev je zadostovala navadna večina. Glasovanje je bilo tajno. Delo novega ministra bo opredelila predvsem kratkost njegovega mandata. Mislim, da določeno prioriteto mogoče prisoditi tudi urejanju odnosov s sosedi. Kolikor sem obveščen, se tukaj odvijajo nekatere aktivnosti, na osnovi katerih bi lahko sklepali, da bo možno kak sporazum zaključiti tudi v teh mesecih, kolikor še preostane tega mandata. Premier Drnovšek je najprej pohvalil delo dosedanjega ministra Talerja, ki se je seli spet v poslanske klopi. Pričakujem, da se bo takšno uspešno sodelovanje nadaljevalo tudi z zunanjim ministrom Kračunom in da bomo v naslednjih mesecih, v naslednje pol leta upravili tiste ključne aktivnosti, ki so zdaj pred nami. Poslanci opozicije pa so bili v razpravi še pred glasovanjem izredno kritični glede novega ministra. No, jaz mislim, da zunanja politika Republike Slovenije se ne bo nič spremenila. To se pravi, še vedno bo šla v korist vseh drugih, razen v korist Republike Slovenije. Davorin Kračun je 45-letni doktor ekonomskih znanosti. Leta 1992 je bil minister za planiranje. Januarja leta 1993 pa je bil imenovan za ministra za ekonomske odnose in razvoj. Januarja lani je znova prevzel profesuro na ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Kračun je tudi predsednik ekonomskega sveta pri vladi. Češki ICEC je kot novi lastnik Vidma sinoči z vlado podpisal posebno pogodbo o zaščiti narodno-gospodarskih interesov. Gre za ohranitev obsega proizvodnje in delovnih mest, ekološko sanacijo in nabavo surovin v Sloveniji. ICEC bo po tej pogodbi plačal tudi dodatnih 10 milijonov mark za zaščito teh interesov. Vodja bosanskih Srbov Radovan Karadžič se je danes odpovedal vsem javnim funkcijam. Na čelu Republike Srpske ga bo nadomestila Biljana Plavšič, vodstvo Srpske demokratske stranke pa bo prevzel Aleksa Buha. Dogovor o Karadžičevem umiku iz javnega življenja je rezultat včerajšnjih več kot 10-urnih pogajanj posebnega ameriškega odposlanca Holbrooka s srpskim predsednikom Miloševićem. Karadžič od danes definitivno ni več predsednik Republike Srpske, niti Srpske demokratske stranke. Dr. Karadžič states, and I quote, that he shall withdraw immediately and permanently from all political activities. He will not appear in public or on radio or television or the other media or means of communication or participate in any way in the elections. Na umik Karadžiča je po mišljenju Holbrooka odločilno vplivala grožnja o izključitvi Srpske demokratske stranke iz volilnega boja in o ponovnem uvajanju sankcij proti Beograda in bosanskih Srbov. And I want to stress he knew what he was signing. He knew he was signing the end of his political career. Če pa italijansko vodstvo sporazum ne bo spoštovalo, bo v kaznenih merah odločal šef bosanske volilne komisije, Amerikanec Provik. Sporazum s Karadžičem, ki odpira pot do uspešnih volitev, Holbrook ni podpisal. Amerikanci, je dejal, ne sklenjajo sporazume z vojnimi učinki. Karadžičev odstop v svetu močno odmeva. Večina predstavnikov mednarodne skupnosti je pozdravila njegov umik iz političnega življenja, še vedno pa vztrajajo pri zahtevi, da se mora Karadžič pojaviti pred Haškim sodiščem za vojne zločine. We want to arrest Karadžič, immediate arrest. We can't build Bosnia and have free elections and have IFOR and OSCE, the international community, with
indicted war criminals walking around. Reakcije prebivalcev srbskega glavnega mesta pa so različne. I think that his resignation will be very good for people both in the Republic of Srpska and in Yugoslavia, and that's the end of his power in Bosnia. My opinion is that Karadzic was forced to do that, and I think that this decision is against people in Bosnia. Mednarodni preiskovalci so odkrili novo množično grobišče blizu vasi Sasina na območju Sanskega mosta. Pričakujejo, da bo to največje grobišče v zahodni Bosni. Tam naj bi bilo zakopanih približno 80 muslimanov, doslej so našli 10 trupel. Še vedno pa pogrešajo 400 ljudi z tega območja, ki so jih Srbi septembra lani odpeljali neznano kam. Na Zahodnem bregu so se židovski priseljenci spopadli s Palestinci, ki so protestirali proti zaplembi zemlje, na kateri naj bi zrasla nova židovska naselja. Demonstrante, eden od njih je celo napadel nekega snemalca, so poskušali razgnati izraelski vojaki. Iskanje trupel in razbitin ameriškega Boeinga 747, ki je včeraj strmoglavil Atlantski ocean, se je danes v zelo slabem vremenu nadaljevalo. Reševalci so na kopno potegnili že 140 trupel, vzrok nesreče pa še vedno ni znan. Na letalu je bilo 169 Američanov, 42 Francozov, 11 Italijanov in 8 potnikov iz drugih držav. Najpogostejši vzrok smrti so bile poškodbe zaradi topih predmetov in opekline. Potapljači v globini do 30 metrov iščejo črni skrinjici, ki naj bi pomagali odkriti vzrok letalske nesreče. Ameriška mornarica s posebnimi elektronskimi senzorji preiskuje morsko dno. We searched over 3,000 square miles yesterday in a 300 square mile box. In other words, we keep overlapping to make sure we're finding every possible piece of debris. Ameriški zvezni preiskovalci zaenkrat še vedno tavajo v temi. Vedno večje je prepričanje, da je letalo sestrelila raketa. I saw a red streak in the sky that had the flight characteristics, if you will, of a shooting star with a red-orange color. 747s are not supposed to behave this way. They have an excellent safety record, and this was obviously a major explosion, but to speculate on what happened at this point is premature. V Pentagonu dvomijo, da je šlo za raketni napad, vendar pa tudi te možnosti še niso izključili. Nakup vojaških letal, da ali ne, kdaj in katera, so vprašanja, ki že nekaj časa burijo slovensko javnost. Pripadniki 15. letalske brigade trenutno letijo v 4 tipih letal in 2 tipih helikopterjev, vsi pa imajo še vedno civilne oznake. Slovensko vojaško letalstvo trenutno domuje na letališču Brnik. Ker mednarodno civilno letališče ne sme imeti tudi vojaškega dela, so v teku priprave na selitev bazo Cerklje na Dolenjskem. Poleg helikopterjev so trenutno glavno orožje slovenskega letalstva švicarska letala Pilatus PC-9. Ta so zaenkrat še neoborožena in zato relativno neuporabna za resno bojno delovanje. V primeru vdora tujega letala v slovenski zračni prostor bi jih lahko uporabili za opozorilno prestrezanje, saj so zelo okretna in hitra. Kljub temu je jasno, da je nakup zmogljivejših letal nujen. Piloti si želijo predvsem sodobna letala, tako imenovane tretje generacije. In katera letala so to? Jaz 39 Gripen, MiG-29, F-16, torej in izvedenke teh letal, tudi Mirage 2005. V to skupino spadajo tudi letala KFIR? Mislim, da to letalo ne sodi v to skupino. Letalo KFIR je v osnovi letalo druge generacije, torej letalo, ki ga lahko primerjamo z F-4. Čeprav je bilo o nakupu izraelskih letal KFIR v javnosti veliko špekulacij, je minister Kacin zatrdil, da KFIR ni v igri za nakup. Prav tako letos še ne nameravajo kupiti novih letal. Odločitev o tem, kdaj, v kakšnem številu, po kakšni ceni, kateri tip, pa je stvar, ki jo bomo usklajevali z našimi zavezniki. Eno glavnih meril pri izbiri letala so standardi zveze NATO, s tem pa je krog letal precej zožen. Po napovedih obrambnega ministrstva je Slovenija v prvem krogu držav, ki bodo sprejete v zvezo NATO pri njeni prihodnji širitvi. Po besedah ministra Kacina Slovenijo pri tem podpirata tudi Španija in Portugalska, ki jo je v minulih dneh obiskala delegacija slovenskega obrambnega ministrstva. Sicer pa v zadnjem času Slovenija na vojaškem področju vse bolj sodeluje s sosednjimi državami. Slovenska vojska naj bi se tako že letos udeležila skupnih vojaških vaj z madžarsko in italijansko vojsko. Kot smo že poročali, se je sinoči državni zbor odločal o usodi referendumskih pobud o spremembi volilne zakonodaje.
Vendar poslanci referendumov niso razpisali, saj so menili, da se mora o 2 referendumskih pobudah izreči še Ustavno sodišče. Poslanci naj bi bili negotovi glede ustavnosti referendumskih pobud socialdemokratov ter državnega sveta. Po predlogu socialdemokratov bi se namreč Slovenci, ki živijo po svetu, tudi zaslužili 2 sedeža v parlamentu. Ta poslanca pa ne bi bila voljena v 2 posebnih volilnih okrajih. Referendumski predlog državnih svetnikov pa po mnenju Slovenske ljudske stranke sporen, ker bi imeli volivci praktično 2 glasova, enega za poslanca in drugega za strankarsko listo. Obe pobudi pa ne bi bili protiustavni tudi zato, ker bi v času tik pred volitvami korenito spreminjali volilni sistem. Do odločitve Ustavnega sodišča, ki mora vse nejasnosti razjasniti najkasneje v 30 dneh, Državni zbor o referendumih ne more sprejemati nobenih odločitev. Ker pa gredo poslanci avgusta na parlamentarne počitnice, bo za temi vrati do začetka septembra najverjetneje vladalo referendumsko zatišje. Zaradi številnih stečajev je v Podravju okoli 35 tisoč brezposelnih, od tega samo v Mariboru okoli 18 tisoč. Po mnenju sindikata kovinske in elektroindustrije je ogroženih tudi 1600 delovnih mest v Tamu, zaradi neučinkovitosti sklada za razvoj in vlade pa lahko v kovinski in elektroindustriji izgubi delo še nekaj tisoč delavcev. Predvsem zaradi neučinkovitosti sklada za razvoj se po mnenju sindikata stvari v Tamu ne premaknejo z mrtve točke. So nastopili brez idej, brez kadra, brez potrebnih parametrov za vzpostavitev novih podjetij, za zagon novih podjetij in stečaj je bil pač edina zadeva, ki so jo dosti kvalitetno in dosti hitro uspeli sproducirati. Tako je po njihovem mnenju tudi v primeru podjetja MPP Vozila in napovedani izdelavi 500 avtobusov za Saudsko Arabijo, saj upravni odbor še vedno ni sprejel odločitve glede financiranja tega posla. Na ta sklep se pa seveda navezuje cel kup drugih aktivnosti od depozitne pogodbe v firmi Vozila, to seveda ne nazadnje tudi izplačila plač, ki bi se moralo zgoditi ta teden, pa se očitno ne bo. Če bo sklad za razvoj podobno ravnal tudi v primeru koprskega Cimosa, pomeni, da bo šlo ob tem še toliko in toliko tisoč delavcev zraven. Če vlada, sklad za razvoj in banke do konca naslednjega meseca ne bodo pristopile k reševanju težav v slovenski kovinsko-predelovalni industriji, pri sindikatu napovedujejo vsesplošno stavko. Zavarovanci z zgolj obveznim zavarovanjem bodo v bodoče morali plačevati več zdravil. To namreč določa novi zakon o zdravilih, ki smo ga v Sloveniji sprejeli letos pomladi. Zdravila bodo po novem razdeljena le na 2 listi. Na prvi pozitivni listi bodo še naprej najnujnejša zdravila za zdravljenje posameznih bolezni. Na drugi, vmesni listi pa vsa ostala zdravila, ki jih določa pravica obveznega zavarovanja. Z novim zakonom je precej zdravil z pozitivne liste zdrsnilo na vmesno listo, kar pomeni, da bodo morali zavarovanci z zgolj obveznim zavarovanjem v bodoče več zdravil plačevati. Za vse s prostovoljnim zavarovanjem pa se režim ne spremeni. Za zdravila brez recepta bodo kupci še vedno morali plačati polno ceno. Zavod za zdravstveno zavarovanje bo izdal tudi posebno brošuro, v kateri bodo poleg nove razporeditve prvič zapisane tudi cene zdravil. To pa zaradi tega, da bodo lahko zdravniki predpisovali tudi cenejša, vendar enako učinkovita zdravila. Zakon je usklajen z evropsko zakonodajo, nova razvrstitev pa bo začela veljati 1. septembra. Menjalnica in zastavljalnica Libertas nasproti koprskega stadiona je bila že drugič v slabih 2 letih tarča uspešnega roparskega napada. Včeraj pozno popoldne je vanjo vstopil oboroženi neznanec, ki je ukradel devize v vrednosti 4 milijonov tolarjev. Ropar je zbežal proti središču mesta, vendar ga policija, ki je blokirala vse shode iz Kopra, zaenkrat še ni odkrila. Nekateri menijo, da bo imela slovenska policija še več takih težav po reorganizaciji. Zaradi nje so namreč zaprli številne policijske postaje na podeželju. Na območju UNZ Maribor, na primer kar 7. Policiste so preselili na postaje v večjih naseljih, kjer se srečujejo s prostorsko stisko, medtem ko prazne postaje povzročajo nepotrebne stroške. Policijsko postajo v Sladkem Vrhu so obnovili leta 1994. Za najsodobnejšo opremo so porabili več kot $500 000 mark. Postaja pa je delovala le leto in pol. Zaradi projekta Policija na lokalni ravni so jo namreč zaprli, tako da sedaj sameva okrog 15 prostorov na več kot 300 kvadratnih metrih površine. Kaj se bo zgodilo s prazno policijsko postajo v Sladkem Vrhu, zaenkrat še ni znano. Dejstvo pa je, da zaradi tega nastajajo veliki stroški, ki jih seveda plačujemo davkoplačevalci. Nad vsem skupaj pa so seveda najbolj ogorčeni krajani.
Prej, ko je bila tu karavna, smo bili dosti bolj varni in tu na meji smo in se ne počutimo srečnega. Ja, meni se zdi, da je to škoda, posebej zaradi tega, ker je tu bilo vloženo dosti denarja, ne? Tu so bili ljudje navajeni, krajani so bili navajeni na policijsko enoto, na policiste so bili navajeni, tu so klicali o raznih težavah, o problemih, s katerimi so se srečevali. Policijska postaja v Sladkem Vrhu je sedaj odprta le 6 ur tedensko, prisotnost policije pa je v teh krajih že nekaj mesecev znatno zmanjšana. Zato se lahko zgodi, da se bo kriminal čez nekaj let iz mest preselil tudi na podeželje. O agoniji Koroščevih, ki so jim pred 3 meseci odzeli vseh 7 otrok zaradi domnevnega zanemarjanja, smo že poročali. Vendar zgodba še ni končana. Neuradno smo izvedeli, da je Rajko Korošec 4 svoje otroke odzel rejniškim družinam, ki jih je določil Center za socialno delo. Zato so ga privedli k preiskovalnemu sodniku. Otroke naj bi Rajko odpeljal na osnovi posebnih dovoljenj, ki jih je imela njegova odvetnica Aspazija Kaminski. Za kakšna dovoljenja gre, pa nam pri Centru za socialno delo niso znali povedati. 3 dekleta pa se še nahajajo pri rejnicah. Pred kratkim smo zvedli po telefonu anonimno, ta pred 2 dnevoma za hčerko Anitko, ampak še ne dostopa. V policijskem poročilu je navedeno tudi, da naj bi oče otrok eni od rejnic grozil z uničenjem hiše in napadom na njeno družino. Razmere v družini bi se lahko izboljšale, če bi starši skupaj z odvetnico bili pripravljeni še bolj sodelovati s Centrom za socialno delo. Mi brez odvetnice ne bi želeli ničesar, mislim, ker odvetnica je naš zastopnik in če bi bila pripravljena odvetnica govoriti in sodelovati, smo pripravljeni. Zavračata pa tudi vsakršno pomoč pri skrbi za otroke. Tisti, ki se odpravljate na slovensko obalo, boste veseli novice, da so omilili strogi prometni režim v Piranu in Portorožu. Predvsem po zaslugi domačih trgovcev in gostincev, ki so zagrozili s protestnim shodom. Odpovedali so ga, ker je piranski župan ugodil večini njihovih zahtev. Prometna ureditev Pirana očitno ni bila smešna samo novinarjem, ampak je zrevoltirala vse, ki morajo v Piranu tudi živeti in delati, da v kolonah gostov, ki niso vedeli, zakaj čakajo in koliko jih bo stal obisk starega mesta, niti ne govorim. Močno omilitev nesmiselnega prometnega režima zadeva radikalno zmanjšano ceno parkirnine, možnost dostave blaga cel dan, gostom naj ne bi več natikali lisic redarji, ki se bodo umaknili z cest, pa še lepše uniforme naj bi dobili. Kljub temu Piran ni primeren za stotine in stotine avtomobilov. Kje je po vašem sploh rešitev? Veste kaj, Pirančani čakamo že 11 let, da se začnejo graditi garažne hiše, katere so bile obljubljene. Piranski podjetniki so ravno zaradi obljub o parkirni hiši dolga leta plačevali višje najemnine, parkirnine, skratka vse prispevke. Danes ne o parkirni hiši, ne o tistem denarju, ni ne duha, ne sluha. In kdo je ta, ki pravite, da je leta in leta odtujeval denar in prikazoval zgubo? Ja, to je občinsko podjetje, to spravi okolje Piran. Mariborski župan Alojz Križman in generalni direktor Certusa Mirko Majhenič sta podpisala koncesijsko pogodbo, s katero je Certus dobil pravico do upravljanja javnega mestnega prevoza do 1. januarja leta 2001. Mestna občina Maribor pa bo do prihodnjega leta kupila 20 novih avtobusov. Razveseljivo. Malo manj veseli pa bodo Mariborčani novice o podražitvi mestnega prometa. Od 1. septembra bodo namreč cene višje za povprečno 9,4%. Rok, kako pa je z mestnim prometom v Atlanti? Lep pozdrav, s podrobnostmi sicer nisem seznanjen, ampak vem to, da so tudi tam že kar zdaj v času olimpijskih iger podražili cene. No, menda so morali nekateri udeleženci olimpijskih iger podpisati pogodbo z nenavadno vsebino. Tako je, o tem imamo pripravljen prav simpatičen prispevek Vande Levstik, gre pa na kratko o prepovedi pitja alkohola in pa seksualnih aktivnosti za kanadske plavalke in plavalce. Podrobnosti pa seveda v športu. Nasvidenje.
Slovensko poletje, največja blagovno denarna loterija vseh časov. Naročite lahko tudi komplete po 10 sreč. Pokličite na telefon 061 13 18 316. Naročila sprejemamo 24 ur na dan. Kupci kompletov lahko dodatnih 5 žrebanj. Zadenejo še televizorje, videorekorderje, kasetofone, fotoaparate in ročne ure. Trening je takšen dolgčas. Pepsi Max, popolni kola okus brez sladkorja. Andrej z udarci kozi travo, vsak gem novi Pepsi Max. Bravo, super! Dobra trava. Še športni, zdaj že lahko rečemo tudi olimpijski dober večer. Čez dobrih 6 ur in pol bodo namreč v Atlanti začeli z največjim športnim spektaklom. Do 4. avgusta bodo v središču pozornosti 26. poletne olimpijske igre. Igre bo odprl ameriški predsednik Bill Clinton, na otvoritvi pa bosta tudi slovenski predsednik Milan Kučan in najstarejši živeči olimpionik na svetu Leon Štukelj. V mimohodu držav udeleženk bodo naši športniki na čelu za stavonošo Brigito Bukovec na stadion prišli 160 po vrsti. Na slovesnosti bo sodelovalo kar 5500 ljudi. Spektakel pa si bo v živo ogledalo 83 000 gledalcev, kolikor jih sprejme stadion, prek televizijskih ekranov pa več milijard ljudi po vsem svetu. Prireditev naj bi bila preprosta in naj bi se spomnila tradicije olimpijskih iger in značilnosti ameriškega juga, se bo končala spektakularnim ognjemetom. V zrak bodo pognali več kot 5000 raket, ki jih bodo na prizorišče pripeljali z 18 tovornjaki. Za 24 ur iz Atlante, Jože Zidar. Kanadskim plavalkam in plavalcem so v času olimpijskih iger prepovedali seksualne aktivnosti. Podpisati so morali celo dogovor, ki v primeru kršenja predvideva stroge sankcije. Zato nenavadno pravilo so se pri Kanadski plavalni zvezi odločili za to, da bi zaščitili najmlajše tekmovalce. Glavni pobudnik je trener, ki je jasno povedal, alkohola in predvsem seksa letos ne bo. Če bodo ugotovili, da so plavalci kršili pravila, jim bodo nastope za državno reprezentanco prepovedali. Incidents of pregnancies in our coaching staffs and their spouses within 9 months of the games. Pravila veljajo za vse, od najmlajše plavalke, ki ima 16 let, do najstarejšega plavalca, ki jih ima 25. It's hard to start, this kind of thing when most of the people are 20 or 22, but most of the team is like really young, so it's easier to grow in this than to start doing that kind of stuff with people that have been there for years and years. So I don't believe in sex before marriage, so it's not an issue to me right now. Well, my wife is not here, so no sex to after competition. It's not like if you don't have sex, you swim fast, right? It's nothing like that. It's there because we have a job to do and we're there to do the job, and that's the bottom line. Kanadski plavalci torej med olimpijskimi igrami ne bodo seksali, vsaj med seboj ne. O seksualnih odnosih z drugimi pa v pravilih ni govora. Nekaj ur pred začetkom olimpijskih iger je olimpijska bakla še krožila po ulicah Atlante. Ljudje so z navdušenjem spremljali še zadnje predaje plamena, še z večjim navdušenjem pa so se novinarji odpravili na novinarsko konferenco, ki so jo pripravili ameriški košarkarji. Vprašanja so deževala. Nek novinar pa je celo vprašal, zakaj je ameriško moštvo po vsakem košu zabeležilo 2 točki. Why? Because this is how we do it over here in America, son. 2. Tako kot drugod po svetu. Avstralski novinar pa ni pozabil na incident na pripravljalni tekmi med Avstralcem Shanom Hillom in Charlesom Barkleyjem. Seveda Sir Charles ni dolgo iskal odgovora. Well, he is a talkative little fella. Very talkative. He called me a couple of names that I did not appreciate. And I told him I don't take that off Americans. I'm definitely not going to take it off a foreigner. And we owe him one.
Medtem ko so košarkarji skrbeli za šov, so svoje cilje predstavili tudi ameriški tenisači. Monika Seles je govorila predvsem o varnosti. As every athlete, I feel safe in staying in the village and in the tennis court. Andre Agassi pa v svojih pričakovanjih. Being here is a great moment in my life, and I'm going to make it everything that it can be, and that's going to be getting out there and busting my ass to win it, and that's the bottom line. Toliko ameriški superzvezdniki, nekako v senci olimpijade pa se izteka kolesarska dirka po Franciji. V 19. 227 km dolgi ravninski etapi od Endeja do Bordeauxa je v ciljnem šprintu zmagal Francoz Moncassin. Danec Bjarne Riis ima v skupni razvrstitvi nedosegljivo prednost 3 minut in 59 sekund že pred najbližjim zasledovalcem Nemcem Ulrichom. V njegovo zmago 2 etapi pred koncem torej ne gre več dvomiti. Jutri bodo vrteli pedala v posamičnem kronometru. Tudi v Združenih državah Amerike zaradi olimpijskih iger ne bodo prekinili drugih tekmovanj. Eno izmed njih je Major League Soccer, ki doživlja pravi razcvet. Vsi, ki so napovedovali kratek vek trajanja in hiter zaton evropskega nogometa v Združenih državah, so se kot kaže zmotili. Stadioni so polni, navijači so navdušeni, uprave klubov si manejo roke. Povprečen obisk na tekmah se giblje okrog 25.000 gledalcev, le redke pa se končajo z nepriljubljenim izidom 0-0. V zahodni konferenci je z 32 točkami na vrhu moštvo Los Angeles Galaxija, na vzhodu pa je prva na lestvici ekipa iz Tampa Baya, v kateri imata glavni vlogi Italijan Giuseppe Galderizi in Kolumbijec Carlos Valderrama. Medtem, ko je v Združenih državah tekmovanje v polnem zagonu, pa v Evropi najboljša moštva šele začenjajo s pripravami. Novi trener AC Milana, Oscar Washington Tabares, je predstavil prenovljeno ekipo. Pred 3000 navijači je Urugvajec že na prvem treningu dal vedeti vsem, da podobno kot pri njegovem predhodniku Fabiju Capellu ne bo šale. Lahko pa se zgodi, da bo kateri izmed zvezdnikov Milana, kot naprimer George Weah, v bližnji prihodnosti nastopal za katero izmed ameriških moštev. Weah je namreč že izrazil željo, da bi se nekoč preselil v New York k svoji družini. Očitno predvsem onstran luže ne poznajo poletnega predaha. Ne obremenjujte se s tem in uživajte še naprej. Nasvidenje jutri. Lepo pozdravljeni. Sončno je bilo skoraj po vsej Evropi in tudi Sredozemlju. Oblačno z občasnimi nevihtami je bilo le na vzhodnem delu. Najvišja temperatura, 36 stopinj Celzija, je bila izmerjena v Španiji. No, pri nas temperature niso dosegle tako vrtoglavih višin. Ob 14. uri je bilo po vsej Sloveniji nad 20 stopinj Celzija. V severovzhodnem delu je bilo nekoliko več oblačnosti. Burja na Primorskem bo po noči oslabela. Del dneva bo pihala le še v Vipavski dolini. Ves dan bo sijalo sonce. Temperatura se bo povzpela na 27 stopinj Celzija. Tudi v notranjosti bo sončno ves dan. V Ljubljani bo zjutraj 12 in čez dan 22 stopinj Celzija. V gorah se bo proti popoldnevu zmerno pooblačilo. Na 500 metrih bo 19 stopinj. Tudi na Štajerskem in v Prekmurju bo sončno, le popoldan so možne rahle pooblačitve. Sicer bo čez dan 21 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V nedeljo, ponedeljek in torek bo večinoma sončno, večje temperaturne spremembe še ne bo. Čeprav smo sredi julija, je temperatura morja pri nas in tudi na južnem Jadranu dosegla komaj 21, ponekod 22 stopinj Celzija. Poletja kljub temu še ni konec in temperatura morja se bo zagotovo povzpela še za kakšno stopinjo ali dve. Lepo se imejte. That's what you're going to sleep in? Družinska komedija. Perfect. Gilbo! Oh, that's my kid brother, Larry. Your uncle. Don't give him any money. What is this? Mommy, what was that? It was an electric ear cleaner. It was kind of big. It sure was. Komedija o družini. What's the matter, honey? You don't feel so good? You feel like you want to throw up? Okay.
Our children are more capable of retaining and absorbing information than we are, and yet we insist on treating them like adorable little morons. Patty, which one of these is the square root of 8,649? 93. Komedija za vso družino. Asa. Seveda je govora le o enem filmu, ne verjamete? Potem si oglejte Steva Martina in še vsaj pol Hollywooda v komediji Starševstvo. V ponedeljek ob 20. na Pop TV. Končno je petek in imamo novega člana oziroma še tretjega voditelja, ne? Ja, drugače pa to v bistvu predstavlja našega režiserja Marjana Kučeja, zaradi tega, ker on bdi nad vsemi nami in skrbi za to, da oddaja pod 30 poteka tako, kot je treba. Tako. In danes seveda želimo malčke, drugače, veš kaj delajo ponavadi, koga obešajo? Mi prej povedali, ali voditelje, ali režiserja, ne? Režiserja, ja. Režiserja smo mi danes obesili. Ali pa kamermane, ne? Ja, ali pa mi pa TV, ne? Mi pa TV, ne, ker ne moremo vseh, ne? Ja. Okej. Ali pa zato, da smo malo drugačni od drugih, tudi ni nič narobe, ne? Danes bomo malo bolj punkovsko nastrojeni, čisto na začetku, ko bomo slišali, mislim, da... Sid Vicious in My Way.